pravzaprav skoraj da ni izjeme od državi, ki ne bi govorila, da imamo premalo stanovanj, predvsem za mlade družine in tako. S tem, da specifično v Sloveniji govorimo, da primanjkuje 10.000 stanovanj. Imamo zdaj neke vladne obljube, da bodo to naredili. Kako lahko praktično v Sloveniji zgradimo 10.000 domov ali pa stanovanj? Mislim, stvar je dosti enostavna, bi rekel. Samo je pa treba temu pristopiti sistemsko, ne znotraj teh okvirov, ki jih imamo. Kar pomeni, da imamo možnost več teh orodij na voljo. Eno zagotovo je tako imenovani posebni zakon, lex specialis, v katerem ti določiš izhodišča prvič, zakaj to počneš, kaj je prioriteta. Drugo je pa to, da prilagodiš zakonodajo, naprimer na standarde, bom jaz rekel, ker sem deloval v Franciji, dosti časa tudi še zdaj delujem, naprimer Francije. Francija je evropska država, praktično v vseh pogledih boljša od Slovenije, karkoli skoraj daš, razen v smučarskih skokih, pa v kolesarjenju v zadnje čase, ampak daš pa sicer vse, kar imamo mi, imajo oni krat 10, pa ne borojte. Tu je ta opis gre samo zato, da rečem, da ne gre za neko državo civilizacijskega roba, ampak gre za resno državo, ki ima tudi svoje zakone za socialno in siceršnjo stanovanjsko gradnjo. Če mi tiste vzamemo, bomo lahko optimizirali površine. Če optimiziramo površine, bomo s tem uspeli zmanjšati obseg stanovanj, investicije. Ker pač treba je vedeti, da ena je stvar nadstandarda, druga je pa to, da imaš ti lastno hišo nad glavo. To je lahko primerjava, da damo na 1000 načinov. Je boljše, da imaš 20 BMW-jev, pa jih 10 hodi peš, ali je boljše, da jih ima 30 ljudi Renault ali pa nekaj take.